Jaz moram reči tako, seveda v prvi vrsti pač mora človek vedeti, ali si želi otroka, ali si ga ne želi. In seveda pri ženskah je žal tukaj še tako znana opevana biološka ura, katere nismo vesele. Tisti ljudje, ki jih želijo, jaz mislim, da bi moglo obstajati eno veliko sito, skozi katero bi padli ljudje, kateri lahko imajo otroke in kateri ne. In je rekla, lej, če čakaš na popoln čas, tega verjetno ne bo. Ni tega najprej štalca, pol pa kravca, tega mislim, da že dolgo ni več. Mi smo v taki zelo specifični situaciji, da res zaposlujemo samo mlade. Povprečna starost pri nas je 24-25 let. Torej še brez otrok. Trenutno še noben ima družine, sicer je v bistvu ravno pred 14 dni šla prva zaposlena na predčasno porodniško, tako da bomo verjetno začenjali počasi s temi koraki. In vrtec, ko vidiš te cene, mislim, ne vem, jaz mislim, da bi pomagalo torej stanovanja, tudi vrtci, nižje cene, vse te stvari. Ne vem, ko ti preračunaš vse to, da že zdaj gledaš, a boš prišel čez mesec z vsemi stroški in potem še ta strošek, saj ne smeš tako gledati na otroka samo kot strošek, ampak dejstvo pa je, da stanejo stvari. Ja, naše vodilo je ta fleksibilnost. Ali so to otroci, ali so to hišni ljubljenčki. Dokler to ne preveč ovira samega poslovnega procesa, da ne ovira preveč drugih članov ekipe, je vse stvar dogovora in se mi zdi, da to je pač ključna stvar. Absolutno bi pa pomagalo, če bi ti vedel, da si varen, saj recimo v stanovanju, v najemu. Najemnine, tudi kot smo rekli, niso nič regulirane v Sloveniji, kar je katastrofa.